Dobro jutro, dobrodošli na novem tednu, sploh nimam občutek, ne, sej. Ide bom cel cajt zmedena, tako da smo že navajeni, a ne. No, že si bom nadela kafe. Čakam dragega, ki ima opravke, pogreva pa skup v mesto. Prebrala sem knjigo Nevidna meja Kilian Jornet, ne vem, Katalonci je. Ja, šli so v Nepal, še z 2 kolegoma je šel. Mogoče sem imela malo večje pričakovanja, tako je na prvih 80 strani. Niti ni bilo toliko zanimiv, še lepo je ratal, ko pač končno pridejo Katmandu. Drugače ful neke zmage dosega, tako znanje v tem alpinističnem svetu, no. Mene sam zanimajo knjige, nič drugega. No, v glavnem, ja, mislim, zelo zanimiva knjiga, tako prav šla bi v Nepal, v Katmandu, ne plezat, bog ne daj, ampak tako živeti ja, med te ljudi. Tako da zanimivo je, tle tudi malo piše življenje lokalnega prebivalstva in to je v bistvu res ful zanimiv. Ocenam jo pa s 3 zvezdicami in zdaj najboljši del, gremo zbrati novo knjigo. Zdaj sva z dragim v mestu, gremo po opravkih, pa na kavico, pa tako. Zdaj se v trgovini. Kjer je izbira vsega. Kaj dober, ko se šajna. To bi smela doma. Kaj dober je. Dober večer, sva prišla z mesta. Kupila sem par stvari. Igračka na čaki. V glavnem tale kot kardigan. Nekaj tazga sem v bistvu iskala. Pa ful je bil znižan. Par telih kapučinčkov, čisto malo da probam. Zobne ščetke. Malo zdravja. Pa sem pa tale parfum vzela. V glavnem, med tem 2 sem se odločila in toliko diši. Sam stekleničko pokažem. Ko porabim unga, ki ga imam, a ne, bom pol tega nucala. Za enkrat ga še ne bom. Potem malo nakita, tale prstanček. Ja, vidim, da sem danes kar nekaj uhanov. Sem odkrila še eno trgovino, ki ima tako res ful lep nakit, no pri njej sem vzela tole. Tako da ja, pa tudi ful ima lepe torbice, zelo elegantne, tako da zdaj saj vem, kam iti. Ko pridem domov, hočem malo spet te svoje oblačila, tisto, kar mi ni všeč, ker sem ponavadi na potovanjih, vidim, kaj mi ni všeč, pa kaj mi je, dati lepo za zmenjevalnico, tako malo urediti, razporediti. Ker se mi zdi, da tudi, kakor imaš pospravljeno v omari, tako tudi, ne vem, v glavi. Ne vem, mislim pač neko mišljenje. Dobro jutro! Evo, kofe sem že spila, tašča pa dragi ste nekam šla, tako da sem sama bajti in sem dueña de esta casa. Ja, gospodarica, ja. Če pa kaj lob se pa usrala, No, v glavnem, zdaj sem sama, tako da bom, da nemam nekaj parila za zložiti, pa jedla bom, pa brala, itak standard. Pa, posesati moram. No, okej, sej. Dolgcajt mi sigurno ne bo, pa šla bom do babi na obisk. Prebrala sem tole knjigo, Nebesni pokop, ful lepa knjiga, govori o Kitajki. Dogajanje je postavljeno tam v letu 58, ko mož od te Kitajke, pač kot vojak se gre boriti, v Tibet. In nenadoma izgine. In ona želi vedeti, kaj se mu je zgodilo, oziroma ga najdeti, kakorkoli. In potem gre v Tibet. In živi tam 30 let in ves čas ga išče. Tako zanimiva zgodba in pa tudi vidimo življenje Tibetancev. Tako ful zanimiva knjiga. Ne bom povedala, kaj se je pa zgodilo, seveda. Ocenim jo s 5 zvezdicami. Toliko hit, v novem letu imamo 5-zvezdično knjigo, ne morem verjeti. To je ta, ki sem jo vzela v antikvariatu, ki sem jo dobila prejšnji teden, tako da fantastična. Zdaj grem pa naprej z novo, grem pa na poezijo. Zdaj grem pa do babi.
Kukice, lepo zdrav. Bye. Okay, ja grem lahko mim. Thanks. Kukice. Ja, prav, gremo pa skupaj, ne? Ku. No. Lej, kjer je rite. O, gospod. Ja, mislim, pejte v sneg, no. Jaz grem po tej poti. O, bravo. Res, kjer je kokoši. No. A ste že dojele, da grem tudi jaz naravnost? So pa hitre. Zdaj se pa z dragim prišlo v mesto. Ni tako pozno, kakor izgleda, ura je 7. Drugače, ja, občutek imaš pa, kadaj 10 ali pa 11 večer. Tole pa zaprt. Kako je lepo. Lep pozdrav, Božiček. Wow, le to kva dober. Hudo. Joj, nas se ne vidi. Lej, medvedki so not. O moj bog. 4 medvedki. Kako cute. Dobro jutro. Potem sem šla pozno spat, nekaj do 1, tako da ura je 9 in jaz sem malo preostala in sem vsa zalimana. Ja, zdaj bomo pili kofe. Z dragim greva danes na obisk enim prijateljem, družinskim prijateljem. Jutri se v bistvu že vračava. Zanimivo, kako je šlo hitro v bistvu. Prebrala sem poezijo Jovan Dučić, Izabrane pesme oziroma izbrane pesmi. Zelo lepe poezije, 4 zvezdice. Zdaj greva pa z dragim na slavo, ne. Tako da ja, to je outfit. V bistvu zdaj ful toplo v zon. Končno, no, tako. Še šminkico si dam in greva. Evo, sva prišla nazaj. Sem bila res ful dolg, ker sem šla k 2 družinama na obisk, tako da ja, bilo je ful lepo. Zdaj sem pa še nazaj, ura je že nekaj čez 8, pol tako ob 9 bomo gledali Exatlon. Pa se pa treba pakirati, ker jutro pol opoldne. Greva nazaj domov, koliko je hit minil, sploh ne morem verjeti. Tako mi je šlo. Pa sem še par dni doma, po ponedeljku pa začnem delati. Konc dopusta. Dober jutrček, sem nama ravno kavo skuhala. Danes tudi greva nazaj. Se ponavadi zadnji dan veliko dela, ker treba še kaj postoriti za taščo ali pa za babi. Tako kaj ima iskati, ne? Ker ne boste. Jaz moram tle pospraviti normalno za nama, spakirati. Tako da ja. Nekaj dela še bo, pa upam, da bo še kaj cajta, da saj malček berem če ne drugega. Takole, zdaj bom preložila čisto aprilo, tisto, ko še nisem uporabljala z tega kufra. In bom dala umazano v ta večji kufr, pa še spakiram pač kozmetične stvari, no, to je pa to. Tako, pospravila sem, pomila, vse, kar je bilo potrebno. Spakirala sem se skoraj, še nekaj malega namoram. V bistvu berem knjigo, pa čakam dragega, ki je šel v mesto po še zadnjih opravkih. Ja, zdaj ta teden vem, da se ni veliko dogajalo, tako da po moje bo zelo malo klipov, ampak tako pač pride, a ne, ko sem v Bosni. Saj, če sem jaz tle not, se pač ne bo veliko dogajalo. Tam, ko sem pa pač na obiskih, pa tudi ne moram snemati, ne.
Tako da ja. Pač le, včasih se več dogaja, včasih manj in to je čisto ok in jaz ne moram na to vplivati. V bistvu, Alma, ja, prav si imela, ker si rekla, da sem zdaj spakirala manj in res, tokrat sem res manj spakirala, pa še zmer nisem vseh oblačil nucala, sem jih pa nesla sabo, tako da evo, še manj dejansko lahko spakiram. Wow. Dejansko po moje lahko en velik kufer spakiram, s tem, da imam vse not in kozmetiko in vse. Bom še delala na tem. To se moram še res naučiti. Ampak ja. Sicer zdaj, ko sem vse pospravila, tale pač škofeja aparat, pa knjige pa to, se pa spet mar nabere, a ne, pa pol še kakšna stvar dokupaš, pa tako. Ampak dober, ni slabo, moram reči. Evo, prvič, da se lahko pohvalim glede pakiranja. Ampak ja, že zmeraj moram podelati na tem. 100 milijon opravkov kasneje, končno štartava, ura je okoli 4. Tako da ja, pozno bova, upam sicer no preveč gužve. Tako da ja, greva nazaj domov. Kva je hit minila. Neki posebni avti. Po mojem imajo neko potovalno turo. Evo, to so bili potniki. Rob and Louise on the move. Dobrodošli v Zagrebu. Celo nobene gužve na meji, res sreča. Zdaj greva po nekaj jest. Kulpita. Prva kulpite ni več, ne vem zakaj, tako da zdaj izkoristila bom tle jedla. Evo, bližamo se, bližamo. Kje je? Jo, ne vidi se. A se vidi, Slovenija. Dobro jutro, zdaj bom kafe spila, pa knjigo bom do konca prebrala, pa se grem pa razpakirati, pa pospraviti, pa tako. Tale list bom dala končno stran, eno knjigo sem že prebrala, ostalimi bodo 3, ampak ima veze. Prebrala sem tole knjigo Susan Sontag o ženskah, feministka, fulora knjiga, sicer to so kot eseji tam iz 70-ih, ampak moram reči, da je še zmer relevantno za današnji čas. Ful priporočam, moški, ne biti užaljeni, če boste tole brali, malo spusti tega, pa bo dobra knjigica. 4 zvezdice. Zdaj bom pa tole sam, se pravi, od Nenada sem obe prebrala. Se pravi, Emily Dickinson mi še ostala, Ona nikada ne spava in pa Kristina Dobrovolc moje pesmi, se pravi 3 knjige. Jih bom že enkrat prebrala. Končno odlepimo. Tuk mi je šel že na živce ta list. Da ja, evo, 3 knjige mi ni uspel prebrati, ampak jih bom že s časoma. No, zdaj pa se bom lotila zajtrka, tako nekaj čisto easy. Jaz knjig ne smem več kupovati, ker nimam placa. Pa še tele božične stvari moramo makati točno. Bom pa spravila, ker zdaj pa res konc, ampak dobro, se sen. Lučke pa itak pustim, ali to itak čisto let. Tako da ja. Začnemo se lotiti dela. Ja, tukaj so pa lih te knjige, ki sem jih v Bosni prebrala. Mislim, tale je bila proti koncu, no, tako da. Tukaj je 3, 5, skoraj 6, no, ampak tale je bila res, sam še fumalno, tako da. Jej. Maskica, čeprav bi jo mogoče morala dati prej, ampak se vsem. Joj, so ne vem, česa ne se najprej lotam, ne se ve zmer, to je zmer tako, ko priješ z nekega daljšega potovanja, res ne veš, česa bi se najprej lotil. All right, to lepo v škatlo 3 stvari. Zakon. Pa tole, no se to je pa to. Pa unga medvedka, pa smrekco sem tudi pospravila. To je to, v bistvu.
če se sliši vrtanje, se opravičujem, ne moremo vplivati na to. Na drugi kavi sem, zdaj imam pa tle zaboje, oblačil, bom šla še enkrat čez, pa da poiščem kakšno izmenjevalnico, pa da damo kaj stvari stran, ker enostavno imam preveč stvari in to se ne gre za to, da jaz zdaj kar dajem stvari stran, sploh ne. Gre se za to, da pač tiste stvari, ki mi niso všeč, da najdejo nov dom. To je pač poanta vsega, no. Zdaj vmes še valjda malo probavam, to mi je dala Julija, hud puloverček. Pa še en pončo imam tle. Hola, ¿cómo están? Ne vem, a mi je všeč ali mi ni. Ne vem, mogoče se vidim, da bi to v Bosni nosila. Ne vem. Zaenkrat ga še obdržim, bom pa videla. Dobro jutro, v Hoferju sem. Dobro jutro. Samo zaradi tega bi rabila avto. Ampak okej, gremo naprej. Hofer Hall. Hruške. Korenje. Ful imam rada te sadne kašice. Neki zvitki, zelenjavni zvitki. Javorjev sirup bil je znižan, tako da sem izkoristila. Skuta, ena sladica bi delala, pa rabim skuto. Rižev napitek. Siros. Madonca, pa to še ni bilo toliko težko. Včasih tako več ne kupujem, zdaj sem pač res morala paziti zaradi cen, pa tudi ne moram ful nositi. Kaj pa še zmeraj ful težko. Jajca. Brokoli. Griz, to imava oba ful rada. Se naredi ka sladička. Zdaj sem pravilno vzela. Listnato testo za neko sladico ali pa nek prigrizek. 3 v 1, to sem se pa zdaj malo v Bosni navlekla. Ful je dober, pač kapučinček, a ne? Ampak imaš noter, se pravi, tudi s cukrom, mislim, se itak je vse s cukrom. In pa mleko ima tudi not in je bilo toliko dober, ampak sem pol, ker sva pač to hitela zadnji dan, ker je bilo milijon stvari, nisem šla v trgovino in sem pač pozabila in pol najdem to v Hoferju. Tako da bomo videli, koliko je ta dober. Imam sicer še iz Bosne, 2 v 1, se 2 v 1 ni tako dober. Tam imam kruh, kam je čuvan, kam imam samo en prsten. 4 palčke, avokado, mini mozzarella, pa banane, kumara, kumarca in pa marelični smok. In to je vse, še preden sem jaz sploh kofe spila. Lepo prosim. No, zdaj imam tle en mehen jabček, ni luškan, v bistvu je ful luškan. Jabček za pojesti, pa sem pa kofe naredila. Pospravim tole, pa v bistvu, ja, v easy, sem še frej 2 dneva izkoristila bom tako res maksimum, da nič ne delam. Pa pač ja, YouTube bom gledala in počivala, mogoče so kakšen film pade. Ja, fajn je bilo, kakšen božični, ampak ne vem. Ne vem, če sem v tem moodu. Ne vem, ne. Bomo videli. Ful je hitro se je minila, ni. A veš, jaz sem še bila na dopustu in je zdaj, danes smo 17. Kokva? Oh my god. Ne, to ni normalno. Ja, žul sem si naredila novih čevljev. Damn. Jaz zdaj berem tole te knjigi in toliko mi je dobro tole, se pravi samuraji, a ne, ko se bojujejo med sabo, itd., ne. Se pravi, tukaj je en nasprotnik ustavil trgovanje s soljo in potem je ta, ki je trgoval s soljo, rekel,
Ne bojujem se s soljo, ampak z mečem. To zveni zelo podobno kot izjava Kamile. Mi Rimljani se ne bojujemo z zlatom, ampak z jeklom. Nietzsche je, kot bi govoril o srcu samuraja rekel: imejte nasprotnike, na katere ste lahko ponosni, tako da je njihov uspeh tudi vaš. Wow, še tole. Res, hrabrost in čas zahtevata, da si za nasprotnike v vojni izberemo le takšne ljudi, ki se izkažejo vredne prijateljstva v času miru. Ko hrabrost doseže to stopnjo, postane sorodna ljubezni, širokogrudnosti, čustvovanju do drugih, sočutju in pomilovanju, ki so bili vedno priznani kot vrhunske vrline, najboljše lastnosti človeške duše. Wow, to se mi zdi pa res tak nek višji nivo. Wow. Evo moj zajtrk, oziroma zdaj že brunch, njami. Prebrala sem tole knjigo, Inaco Nitobe, Kodeks samuraja. Imela sem malček višja pričakovanja za tole knjigo. 3 zvezdice. Bila mi je tako. Uno mi je bilo recimo ful všeč, ko sem par klipov nazaj prebrala. Drugače originalno, ok, to je zdaj avtorjeva verzija, pregledana in razširjena 13. izdaja. Se pravi, original je izšlo 1908, Sanje, prevod 21. No, zdaj pa izberem naslednjo knjigo, mislim, da že vem, katero bom. V glavnem, zdaj bom naredila brokolijevo juhico. To je brokoli, ki sem ga danes kupila, zato da ga ponucam. V glavnem pa bi pa še odgovorila na vprašanje. Brigitte me je vprašala, kako so se z Dragim spoznala. To sem sicer že v enem videu odgovorila, ampak to je že ful časa nazaj, tako da če si nova, pač ne veš tega, ne. Ja, v bistvu je bilo to zelo zanimivo, kako so se mi z Dragim spoznala. In sicer preko moje matke. Skupaj sta, noben zdaj ne dela več tam, kjer sta delala, no. Delala sta pač pri enem podjetju in takrat sta bila pač v isti tej postovalnici, no, gostinstvo. In sta se, ne vem, enkrat na začetku leta ali pomlad spoznala. Me vpraša, če ima hčerko in tako na ja, v bistvu imam 2, ena je poročena. No in pol takrat sicer ni bilo nič, nekako je pri tem ustala in potem se pač normalno nista ful dolgo videla, ne, ker nista itak delala v tej isti poslovalnici. In potem se spet srečata enkrat jeseni, se pravi par mesecev potem. In ona vpraša, dej, kaj zdaj, a ne, mi pokažeš fotko hčerke, ne. In ona pokaže in on pravi, dej, a lahko zrihtaš kakšen dejt, da se spoznava, ne. In matka, ne, ja, seveda, ker tudi pač ne je bil on tako všeč, a ne. No in res, pol smo se dogovorili, meni sicer takrat ni bilo do tega, da bi se sploh s komer poznala, ker sem pač imela res predhodno zvezo zelo slabe izkušnje. No in se dobimo eno nedeljo. Hočem res na hitrico povedati zgodbo, da ne dolgovezim sploh za one, ki poznate to zgodbo. No in se midva parkirava, pride on, takole in se parkira in ga direkt vidim. Pa ja, matka mi je pred tem enkrat pokazala fotko in sem mislila, ni mi to všeč, ampak saj veš, kako je, ne, pač gremo brez kakršnih pričakovanj. Ja, ko sem on tako parkiral, ko sem se ga videla, jaz mislim, da sem se takoj zaljubila. Takoj mi je bil všeč. Pač imela sem tudi ful tremo. No, smo šli na kavico, pa še na WC. No in v tem času je pač izkoristil, da dobi mojo številko. Ja, in pa so šla naslednjič sama na zmenk in zelo hitro so postala par in ostala zgodovina. Spoznala sva se jeseni 2018, poročila sva se v bistvu 2 leti zatem. Ja, 2 leti zatem. Oktobra 2020 sva imela to uradno poroko, potem sva imela še leta 2022 v Bosni, to družinsko zabavo, cerkveno poroko, no. Tako da ja, to je to, no. Kaj mi rečem? Veš, pač, ko si tak 30 plus, normalno že hitreje znaš prebrati človeka, mislim, seveda, sej, nikoli se ne vem, ampak tako hitreje nekako se mi zdi, da vse to gre, ne, ker pred tem sem imela 6-letno zvezo in pa 5-letno zvezo, ne. Tako da ja, zdaj sva pa skupaj že 7 let. 7 let je bo decembra zdaj, 2025.
Wow, to vzame to rekordno. 6 let je to vzame največ kot dan. Sem mislila, da je prazen kozarc. Oh my god. Oh shit. Tako da ja, Brigita, to je res zelo na hitrco povedano. Takole, naredila sem nama tale chia oat, overnight oat. Ni puding, se ne vem, kako se reče. Jaz sem zdaj sebi sam dala chia semena, med in pa rastlinsko mleko. Dragemu sem pa še dodala ovsene kosmiče, ker so mi ovsene kosmiči malo tako v tem. Takole juhico moram zdaj samo zmiksati v blenderju, pa testirati, no, če je dovolj slana. Pa zdaj bom še iz Hoferja bom naredila marelične cmoke, pa zraven bom še stopila maslo, pa dodala bom drobtine. Kaj gre še? Še nekaj? Ali je to? Pa mogoče dala malo cimeta, ja. Pa 3 v 1 si bom pripravila. To pa res taka sladička. Juhice je ogromen, skoraj cela posoda. Evo, tako je. Noro. Ok, zdaj bom pa še testirala. Sam mal, čistok. Njami. Hudo. Ne bom zdaj še jedla, zdaj bom cmoke. Da polka bom lačna. Kaj sem gotovila, da je boljše, da naredim malo bolj redko. In polka dodajam jušne kroglice. To naredim bolj gosto juho. Pač, sorry, jaz tega nisem vedela. Ja. No, se pa čakamo, da voda zavre. Wow. Ok, dajmo probat. Zelo fino. In še tale kapučinček. Dober je. Se mi zdi, da bi bil v Bosni boljši. Ampak da bo moje v glavi. Fino. Zdaj imam pa tle juhico. Pa spekla sem kruh. Pa stopila sem sir. Videla sem tako od Američanov, da zraven juhice si pol naredijo toast. Tole sicer ni čisto prav toast, ne, ampak vseeno. Šunka, sir, toast si naredijo in kaj jaz ponavadi dajem kroglice, ker moram imeti tako nek kruh ali pa nekaj zraven, ne moram sam juho jesti. In se mi zdi ful dobra ideja, tako da vidimo. Juhica se je sicer ohladila, ampak ne bom je pogrela. Ja, sedem. Sam juha mora biti ogreta. Dobro jutro. Z dragim sva zdaj dvojčka. To njemu sem dala to. Drugič snimam. Ful mi je dobro tole. Brez kosmičev. Božansko. Komu bo nagnusno, ampak je bolano dobro. Se pravi, smo samo chia semena, malo medu, rastlinsko mleko. Če hočeš res pa polno vegansko varianto, daš namesto medu javorjev sirup. Sadje po izbiri, jaz sem nama dala banance, lahko daš, ne vem, borovnice, pač karkoli imaš doma, karkoli imaš rada. In bolano. Čez noč v hladilnik. Koliko je dobro. Ne vem, zakaj sem toliko časa rabila, da sem pogruntala, da dam brez ovsenih kosmičev. Ko z ovsenimi kosmičemi je to dobro. Z dragim sem na sprehodu. Svetu je pol tudi. Edino on me spravi na sprehod, jaz se sama kar ne spomnim. Sonček. Dobro jutro, malo sem spala. Je pa basal. No, zdaj nama grem pa narediti kosilo, oziroma za jesti. Chia puding mi je bil tako dober, da si bom zdaj še enega naredila, pa imela jutro za službo. Oh my god, jutro moram iti delati. Pa že. Dala med. Tako, in zdaj gre čez noč v hladilnik. Pečem ribo, zato se to sliši. To je vse za ta teden.
Mislim, da YouTube skriva komentarje, ker mi je Alma že parkrat napisala, da je komentirala, ampak jaz komentarja nisem videla. Tako da, če ne odgovorim na komentar, pomeni, da ga nisem videla in prosim, še enkrat komentiraj, če ti ni odveč. V glavnem, hvala, da si tle, hvala, da gledaš, rada te imam, lepo se imej, lep teden ti želim, se vidimo naslednjič.